Spet imam noro dolge delovne dneve, ampak za hribe to sem pa našel čas. Maham z Jezerskega. Jezersko je pred 8 leti postala prva slovenska gorniška vas. Letos sem že šel na turo iz Baške grape ter iz Luč, zdaj je torej na vrsti Jezersko. Za izhodišče sem izbral Planšarsko jezero, ki je nekako srce te občine. Tu sem že šel proti Češki koči pa na Goli vrh, danes sem pa izbral Pristavški Storžič. Običajno gremo na njega kar z mejnega prehoda Jezersko, ampak tam je samo za kakšno dobro uro hoje, zato sem danes izbral Planšarsko jezero, kjer je po novem sicer plačljivo parkiranje 5 evrov na dan. So pa tu obnovili tudi tukajšnje gostišče, tako da se lahko po turi pride na malico. Krenil bom torej v smeri cerkvice svetega Andreja, pa mimo Šenkove domačije proti mejnemu prehodu Jezersko. Po turi pa sem dogovorjen še za pogovor z županom tukajšnje občine, Drejcem Krničarjem. Prihaja iz znane lokalne gorniške alpinistične družine Krničar, tako da bo zagotovo povedal marsikaj zanimivega in bom nekaj izjav umestil tudi v tale video. Ko sem se poročil, sem se iz centra vasi preselil v Ravensko kočno, v drugo dolino, da to je bila maksimalna oddaljenost za mene osebno. Enostavno si ne predstavljam, da bi lahko živel kjerkoli druge kot na Jezerskem. To sem pač tako globoko ukoreninjen, to so mi že starši vcepili, ta ponos, lokal patriotizem, je tako v meni noter vraščen, da si enostavno življenja brez teh hribov, brez pogleda na Kočno, Grintovec, Dolg hrbet, Skuto ne predstavljam. Na mejnega prehoda oziroma na Jezerski vrh sem se povzpel po stari cesti, ki je danes pešpot, cikcakasta, zložna, markirana. 50 minut mi je vzel tale vzpon, 3 km, dobrih 300 višinskih metrov. Pri mejnem prehodu pa sem zavil levo na avstrijsko gozdno cesto proti Storžiču, še kakšnih 15 minut naprej in sledi razpotje, kjer gre v levo strma, nekoliko zahtevnejša pešpot na Pristavški Storžič, desno pa daljša, zložnejša. Običajno se za gor izbere težjo, za sestop pa lažjo in tako bom danes storil tudi sam. Tole je res izjemen amfiteater gora nad Jezerskim, od Kočanj pri Grintovca, Dolgega hrbta do Skute, Ring, pred njimi je Velika baba. Vse to so zahtevne ture z te severne jezerske strani, se pa da z Jezerskega narediti tudi številne manj zahtevne ture, je pa res, da so vse precej strme. Daljše pa malo bolj zahtevne, ampak še zmeraj dostopne za večino ljudi. To sta ture do Češke koče pa na Goli vrh. Goli vrh je pač tehnično čist nezahteven, ves čas v gozdu, pa najlepši razglednik. Češka koča je pa ikona že tak sama po sebi, je pa
treba turiste upozoriti, da zadnji del so zajle, da sicer pot je zadosti široka, na notranji strani ima pa jeklenice za varovanje. No. Tako da tudi ni čisto za vsakega. Kdor se boji višine, do Češke koče ne more. To je dejstvo, tudi letos so bile že nesreče na tej poti, tako da je pač treba vedeti, kam greš in kako smo pripravljeni. Te imamo še vrhove, ki so cel let dostopni. Je Pristovški Storžič, je Virnikov Grintavc, pa potem Stegovnik oziroma Štegovne, Kozji vrh, pa na tej strani še Velik vrh. No, to so vrhovi tam od 1700 do 1800 metrov. Vsi zelo lepi razgledniki, lepe enodnevno ture, 4 do 5 ur v obe smeri. Po zahtevni poti sem prišel na Pristovški Storžič. Še ena ura vzpona je bila od razpotja. Na avstrijski markaciji je pot označena s črno piko, kar pomeni, da gre za zahtevno pot, ker je tule pod vrhom 5 odsekov z jeklenico, ko se je dejansko treba poprijeti za njo in povleči navzgor preko skalne stopnje, tako da za sestop tele poti ne priporočam, bom šel dol po drugi daljši poti. Vse skupaj sem z izhodišča naredil 860 višinskih metrov, dobrih 6 km. Skupna časovnica torej debeli 2 uri, približno do 2 uri in pol. Razgledi so na vrhu seveda fantastični, ne le proti najvišjim vrhovom Kamniško-Savinjskih Alp, ki sem jih že prej omenil, ampak tudi na vse druge strani neba, proti Storžiču, na Virnikov Grintavc do Dobrče, greben Košute in pa tule takoj v zamejski Sloveniji najlepše viden Hohobir oziroma Ojstrc. Kranjska koča na ledinah je zdaj 3. leto, jo prenavljajo, obnavljajo, ampak zdaj sem bil tudi gor sam osebno, videl, da stvari zaključujejo. Letos so še zamenjali celo streho, tudi noter prenovili vse sobe, WC je tu še, komplet kuhna je prenovljena, tako da drugič, ko imajo 50-letnico postavitve same koče, jaz mislim, da jo bojo lepo zaštartali, zalaufali, tako da bo tudi primerna za obisk, oziroma da bojo lahko gosti tudi gor prespali, dobili kaj za pojesti pa za popiti. Je pa sezona relativno kratka, to se pravi za obe koče govorim, Češko kočo in Kranjsko kočo na ledinah, od začetka junija do konca septembra. Potem je pa povsem v senci, od sredi oktobra do 1. marca sploh sonce k Češki koči ne posija. Tako da tudi če recimo ni snega, pa že ti grabni do koče, ker je kar nekaj plazenc grabnov, zamrznejo, čim je pa sneg, je pa zelo nevaren zaradi plazov. No, tako da Češko kočo izven tistega obdobja, ki je uradno odprta, oskrbovana, res odsvetujem.
Na sestopu sem kar nabral kilometrov, saj je pot na drugi strani Pristovskega Storžiča precej daljša, gre tako naokrog gore. Na začetku sicer je ena jeklenica, v nadaljevanju pa je pot nezahtevna, ni izpostavljena. Vse skupaj bom naredil skoraj 15 km, višinca vzpona pa je bilo 900. Sestop mi je vzel 2 uri. Tile kraje okrog Jezerskega so odlični tudi za gobarjenje, no ne letos, ko je taka suša in praktično nič ne raste. Lani ta čas so bile gobe recimo na Pokljuki, tudi to letos praktično ni nič. Ko sem bil prvič na Pristovškem Storžiču, sem videl samo ob poti več kot 10 jurčkov. Nihče jih namreč ni nabiral, ker je na avstrijski strani to prepovedano.